Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Verjetno je danes čas, da še enkrat spregovorimo o tako imenovanem fiskalnem pravilu, ki je vsebinsko gledano zelo enostavno pravilo. Namreč sama vsebina govori o tem, da je treba porabiti toliko, kolikor se ustvari. Ima tudi, poleg vsebinskega, ima to pravilo tudi simboličen pomen za današnje čase, ki omogoča predvsem to, da se takšna kriza, kot v kateri smo danes, ne bi ponovila. Pomen ima tudi v tem, da enostavno pove, da je zadolževanje, predvsem pa še prekomerno zadolževanje, tisto, ki lahko spravi v revščino posameznika, družino, državo. Predvsem zaradi tega, ker je zadolževanje takšno, da je treba plačati potem obresti. In kot vemo, če govorimo o preprostem človeku, ki se zadolži, na primer kmetu, bo za garancijo, za jamstvo dal svoje premoženje, če ne bo mogel odplačati kreditov, bo seveda brez tega premoženja in nastala bo revščina. Podobno je tudi z državo. Država vedno več plačuje obresti od zadolževanja, predvsem v zadnjem obdobju leta 2009-2012 je bilo zadolževanje države zelo veliko. To zadolževanje zdaj že presega 47% bruto družbenega proizvoda, ta dolg presega 47% bruto družbenega proizvoda. V letu 2008 je znašal ta dolg 23% bruto družbenega proizvoda in tisto, kar je dejansko najbolj pomembno, zaradi dodatnega zadolževanja ni nastalo več novih delovnih mest, ni se povečeval bruto družbeni proizvod, še več Slovenija se je v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije, je v povprečju bolj nazadovala in seveda to pomeni, da od tega zadolževanja dejansko nismo odnesli nič. Zlato pravilo enostavno pomeni to, da, kot sem že rekel, porabimo toliko, kot ustvarimo in pri tem je to pomembno tudi za prihodne rodove. Prihodne rodove predvsem zaradi tega, ker njim postavljamo tudi pravilo o tem, kako na vse zadnje gospodariti in kaj je tista osnovno načelo, na katerem je treba dejansko tudi živeti. Vsekakor je danes na mestu vprašanje, zakaj tako hitro, zakaj, nekateri se sprašujejo, zakaj sedaj, zakaj tako hitro. Osnovni razlog za to je, da prvič, zlato pravilo ne prinaša ne velikih zmagovalcev in ne velikih poražencev, ne gre za nobeno finančno revolucijo, ampak enostavno za evolucijo na področju izdatkov. Pravzaprav zlato pravilo ne prinaša nobenih poražencev. Poraženci so sami zmagovalci. Zmagovalci na eni strani država, gospodarstvo in seveda tudi državljani in državljanke. Zakaj sedaj? Zaradi tega, ker bi bil to zelo močen signal svetovnim finančnim trgom, Evropski komisiji, da Slovenija resno jemlje krizo in predvsem resno jemlje protikrizne ukrepe. Takšen signal pomeni na finančnih trgih predvsem to, da bi se slovenske banke bi lažje vračale kredite, enostavno se jim ne bi povečale obrestne mere in ker se jim ne bi povečale obrestne mere, bi seveda tudi lažje dajale kredite gospodarstvu in prebivalstvu. Danes je v Sloveniji gospodarsko, finančno stanje slabše, kot smo mislili pred pol leta, da je, zaradi različnih razlogov. In danes je tisti trenutek, pravi trenutek, ko je treba reči, da z zlatim pravilom vsi pridobimo
in da v bistvu ni več časa, namreč v zadnjem času je bilo preveč izgub, bilo je preveč dolgov, preveč poslovnih tragedij, preveč likvidacij podjetij in enostavno temu je treba narediti konec. In še enkrat, z sprejetjem tega zlatega pravila bi se finančni trgi vsekakor pozitivno odzvali, izboljšali bi konkurenčno poslovanje in seveda zaradi tega bi enostavno lahko spremenili smer navzgor.